Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 16. december 2025, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Sporni hrvaški posli nove KBM so po 3 letih in pol prišli do epiloga. Maribor na poti do hiše Hospic, mariborsko letališče, razstavno letalo odpadek za razrez. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vcer.com. Več kot 25 milijonsko oškodovanje nove KBM je dobilo sodni epilog. Obsodilno sodbo zoper nekdanjega predsednika uprave Matjaža Kovačiča, nekdanjega direktorja KBM Leasinga Igorja Šuljice in njegovega predhodnika Borisa Cekova. Obtoženi sodbe, ki še ni pravnomočna, sicer niso slišali, saj jih na sodišče ni bilo. 3 leta zapora je kazen, ki jo je sodišče izreklo Kovačiču zaradi zlorabe položaja pri poslih Mariborske banke na Hrvaškem. Ob tem pa še stransko kazen v višini 15 000 evrov. Za Šuljico je sodišče določilo kazen 1,5 leta zapora, za Cekova pa leto dni za pomoč pri zlorabi položaja. Bistveno je bilo vprašanje, s katerim se je ukvarjal senat Mariborskega okrožnega sodišča, ali so obtoženi vedeli za razliko v cenah zemljišč. Ta so najprej kupile hrvaške družbe po eni ceni, hrvaška hčerinska družba Mariborske banke pa je s krediti nove KBM kupila nato ta podjetja zemljišči ured za bistveno višjo ceno. In sodišče je prepričano, da so to vedeli. Odvetnikov obtoženih kratka obrazložitev sodbe ni prepričala, zato se bodo zoper sodbo pritožili. Primer bo čez leto dni sicer zastaral. V Sloveniji deluje le ena hiša Hospic v Ljubljani, kar pomeni, da so neozdravljivo bolni iz drugih regij ob koncu življenja daleč od doma. Mestna občina Maribor je začela aktivnosti za vzpostavitev prve hiše Hospic v severovzhodni Sloveniji. V sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic in drugimi občinami ugotavljajo, da je najprimernejša rešitev novogradnja. Izziv pa ostaja pomanjkanje sistemskega financiranja. Cilj je zagotoviti dostojno, dostopno in celostno paliativno oskrbo bolnikov in njihovih svojcev. V prihodnjih mesecih bo občina nadaljevala iskanje primerne lokacije, dialog s strokovnjaki in pripravo dokumentacije. Podrobnosti pa na vcer.com. Kot kaže, bo propad izjemnega razstavnega eksponata le še eden od simptomov napačnega vodenja mariborskega letališča Edvarda Rusjana. Znamenito, malodane legendarno letalo McDonnell Douglas MD-82 z registrsko oznako S5 ACC, ki je dolga leta kraljevalo ob vzletno pristajalni stezi in med drugim služilo za reševalne vaje gasilcev, je obstalo brez repa. Zgodovinski primerek letala, ki so ga občudovali obiskovalci letališča in ki je nenazadnje bil lokalna znamenitost, tako postaja le še odpadek za razrez. Letalo je bilo proizvedeno leta 1982. Takšni tipi letal spadajo med najbolj priljubljena komercialna potniška letala iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Podrobnosti pa na vcer.com. To je bil tokrat kratek Večer zjutraj 16. decembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo.